Izabela, a ne bi bilo zdaj dobro, da bi odprle oči in bi bile v Belgiji, v Bruslu? Da bi kar sporočim bile v središču Evropske unije. Dvomim, ampak bi bilo pa ful dobro. A probava? Lahko. Ok, 3, 4, zdaj. Ampak sva v Bruslu. Kaj? Ja. V Bruslu sva. Ja, prišle smo v Brusel. V Bruslu sva. Ja. A veš, da je tak veliki trg, Grand Place? Grand Place. No, osrednji trg v Bruslu. Wow. Obkrožajo ga zelo bogate stavbe in najbolj znani sta pa bruselska mestna hiša in pa kraljeva ali pikovska hiša. To se mi zdi, da je. Ja, mestna je pa ta, ne? Ja. No, pikovska se imenuje zaradi tega, ker so v 12. stoletju v njej prodajali kruh. No, v 16. stoletju jo je obnovil Karel V. Kasneje so jo pa obnovili še enkrat, ker je bila leta 1695 poškodovana in sicer v vojni s Francozi. Bitka je bila sicer del obsežne 9-letne vojne v Evropi. Danes pa trg velja za enega najlepših v Evropi. No, jaz sem pa tlele prebrala, da če gremo v Brusel, si moramo nujno ogledati, če ima nekaj napisa. Res? Kaj Ja, je to? to je v bistvu en tak mannequin piece, po nizozemsko pomeni mehen deček, ki lula. In sicer je čist mičkon, velik je le 61 cm, je pa bronasta skulptura. Deček v bistvu lula v vodnjak, včasih so si pa ljudje tam točili vodo. Kip, kot ga poznamo danes, je bil v skicah že leta 1615, pol so ga pa dejansko naredili leta 1619. Tako da, prvič je kip zaslovel po bombardiranju Brusla leta 1695, še vedno ponosno stal na svojem podstavku, nepoškodovan. Dečka že od 17. stoletja oblačijo v različne oblekce, teh oblekic pa je tako že več kot 1000. Med drugim je bil tudi v slovenski narodni noši. Thank you. Kako je dober. Dobre noge ima. Bolj pa glavo.